ponavadi v naši oddaji so posnetki narejeni iz notranjosti avtomobila. Tudi posnetki, ki so bili narejeni s telefonom, če se ve, da gre za nekaj zelo zanimivega vsebinska. Dejstvo pa je, da vsi ti posnetki so bili narejeni, ali jih je naredil sopotnik, snemalec ali pa kdorkoli je zraven sedel, ali pa tisti nosilec, ki ga imamo pritrjenega na vetrobransko steklo. Omejen si s postavitvijo, kam jo daš. Ne moreš vseh kadrov dobiti dejansko z nekim nosilcem. V tem primeru si pač ne moreš drugače narediti, kot da počakaš, da imaš zraven sopotnika in da ti sopotnik pomaga. Preprosto pač druge opcije ni, če hočeš biti varen. Kakršnokoli snemanje, kakršnekoli ali pa poslušanje glasbe, ali pa poslušanje podcastov, ali pa zahteven pogovor po telefonu, krade pogled. Ukrade pogled tudi recimo mogoče lepa pokrajina ali karkoli. Karkoli ti ukrade pogled, je pač za samo vožnjo problematično. Zdaj, z mojega stališča se mi zdi mogoče najbolj pomembno, da imaš avtomobil, ki ima še eno dodatno oko. Da je še nekdo, ki pazi v bistvu, kaj se z avtomobilom dogaja. Zdaj, ali je to sistem, ki ti gleda, kje sredi voznega pasu si, ki gleda, koliko daleč naprej si, ki gleda za tabo. Se pravi, ta očesa so v mojem primeru, se mi zdi, ključnega pomena. Zato definitivno moderen avtomobil tukaj igra bistveno vlogo.